Začela se bo gradnja nove celjske bolnišnice. V Celju se je začelo cepljenje proti gripi. V celjski umetniški četrti na ogled dela Tomaža Milača. Uspela generalka Celjank pred mednarodnim preizkusom proti Kraljevu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. V Celju bodo začeli graditi novo bolnišnično stavbo. Pred dnevi so namreč predstavniki Ministrstva za zdravje, Splošne bolnišnice Celje in izbranega konzorcija izvajalcev podpisali pogodbo za gradnjo prve etape. Do februarja 2022 naj bi tako podjetja Kolektor Koling, Medico Engineering in Pomgrad dokončala stavbo, v kateri bo dnevna bolnišnica, na njeni strehi pa helioport. Potem, ko je bil razpis za izbiro izvajalca objavljen februarja letos in so bile prijave nanj znane že aprila, so v celjski bolnišnici na odločitev zdravstvenega ministrstva, ki bo zagotovilo denar za gradnjo, čakali do oktobra. A pred dnevi so vendarle skupaj s konzorcijem izbranih podjetij podpisali pogodbo, ki pomeni tudi začetek del. Mi smo zelo zadovoljni, v bistvu lahko rečem, presrečni, zato ker resnično ta korak pomeni, da bo strateški razvojni načrt se lahko pričel uresničevati. Namreč nadomestna novogradnja v tem načrtu je pogoj za razvoj mnogih strok in za vse prostorske težave, ki trenutno pestijo Splošno bolnišnico Celje. V septembru so bila zaključena tudi pripravljalna dela. Ta so stala okoli 5 milijonov evrov. V pripravljalni fazi se je celotno lansko leto izvajala tako imenovana etapa 0. To pomeni energetska priprava v bistvu za gradnjo, nova trafopostaja in pa postaja medicinskih plinov. Ta je bila zdaj končana in tudi prevzeta junija in to je osnova, da se lahko začne etapa 1. Izbrani izvajalci bodo zdaj pripravili vse potrebno za začetek gradnje. Ta bi lahko, odvisno tudi od vremenskih razmer, stekla v prvih mesecih prihodnjega leta, končana pa mora biti do februarja 2022. To je ta centralna stavba, nadgradnja urgence za 4 nadstropja in še podaljška proti infekcijam. In ta v bistvu delna etapa 1 pomeni izgradnjo te stavbe, kompletno opremo kleti in pa pritličja za dnevno bolnišnico in pa funkcionalen helioport. Naselitev v novo bolnišnico pa bodo morali počakati nekateri oddelki. Te bodo postopoma, ko bodo uspeli zagotoviti denar za finalizacijo nadstropij in opreme, selili v letih po zaključku gradbenih del. V tej stavbi v bistvu verjamem, da bo ministrstvo z novimi proračuni, se pravi skladno z nacionalnim razvojnim programom, potem od leta 2021-2022 naprej umeščalo sredstva, tako kot je predvideno za opremo prvega nadstropja, drugega, tretjega in četrtega, kamor pridejo nekateri internistični oddelki, naprimer kardiologija, kar je veliko olajšanje za Splošno bolnišnico Celje, tam imamo veliko prostorskih težav, pa recimo nov oddelek geriatrije, določene kirurške dvorane, pa neonatologija in ginekologija, pa tudi otroški oddelek. Tako da do dokončanja etape 1 nas čaka še kompletno opremljanje vseh teh prostorov. Potem seveda čakate še etapa 2 in 3, tam potem pride še do nekaterih ambulant, ginekoloških, pa oralo oddelek, pa tako naprej. Dela v etapi 1 bodo stala 23 milijonov evrov, celotna vrednost bolnišnične novogradnje z opremo vseh nadstropij pa je ocenjena na okoli 55 milijonov evrov. V zdravstvenem domu Celje in v zdravstvenih postajah Štore ter Vojnik so včeraj začeli cepiti proti gripi. Strokovnjaki cepljenje priporočajo vsem, ki se želijo zaščititi proti gripi, še zlasti ogroženim skupinam. To so starejši od 65 let, kronični bolniki, nosečnice, majhni otroci in njihovi družinski člani ter posamezniki, ki čakajo na sprejem na bolnišnično zdravljenje. Cena cepljenja za odrasle in otroke stare 6 mesecev in več je
14 €, za starejše od 65 let, nosečnice, kronične bolnike ter za ljudi z izraženo debelostjo pa je cepljenje brezplačno. V zdravstvenem domu Celje se je od ponedeljka do petka možno cepiti od 8 do 12 ure, v zdravstveni postaji Vojnik vsak delavnik med 13 in 14 uro, v zdravstveni postaji Štore pa vsak dan od ponedeljka do petka v ordinacijskem času ambulant izbranega osebnega zdravnika. V začetku meseca oktobra so v celjski umetniški četrti v Gosposki ulici obeležili 15-letnico delovanja umetniške četrti. V sklopu praznovanja te obletnice so v galeriji AQ odprli razstavo likovnih del celjskega slikarja in likovnega pedagoga Tomaža Milača. Z našo kamero smo razstavo v galeriji AQ v umetniški četrti obiskali minuli teden. Tomaž Milač na njej razstavlja svoje platna večjega formata v akrilu in oljni tehniki pod skupnim naslovom razstave Aves. Razstavo pa je na ogled postavil v okviru številnih prireditev, ki so se v celjski umetniški četrti v Gosposki ulici odvijale ob njeni 15-letnici obstoja in delovanja. V sami ideji za razstavo pa nam je nekaj več povedal avtor sam. Sama ideja je bila, kot si že omenil, je bila 15. obletnica delovanja umetniške četrte Celje in nekako je galerist prišel oziroma Robert Hutinski na idejo, da bi pa mogoče jaz lahko tukaj razstavljal in tako sem predstavil v bistvu izbor določenih del pod imenom Aves, po latinsko ptiči. Tomaž Milač je po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani slikarstvo študiral na Visoki šoli slikarstva Art House College for Visual Art v Ljubljani ter nato končal še pedagoške izpite na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Do sedaj je razstavljal na 14 samostojnih razstavah. Večkrat v Celju, pa v Laškem, Žalcu, Pivki, Mariboru, Zagorju, Izoli in Ljubljani ter na kar 26 skupinskih razstavah po Sloveniji, pa v Avstriji, Italiji, Srbiji, Grčiji in Angliji. In kaj je tisto, kar ga v ustvarjanju najbolj vznemirja in inspirira? To je pa čisto odvisno, ker to je stvar nekega obdobja, bom rekel. In včasih te ene stvari bolj pritegnejo, bolj privlačijo in pol je to stvar enega trenutka, ki pol tokom procesa dela se tudi spreminja. Tako da je težko govoriti o eni neki konstantni inspiraciji, ampak je to spremljiva zadeva, ki nekako tudi raste s tabo in pač ideje dozorevajo. In tako da, ja, zaenkrat je bolj moč videti, kaj s tem. Če bi me bolj zdaj v nekem stilu sprašvali, to recimo nekako bolj surrealistično obarvano. No? Razstavo likovnih del Tomaža Milača si lahko v AQ galeriji v Celju ogledate še do 4. novembra. Več o razstavi pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Košarkarice Cinkarne Celje so v tekmi 5. kroga državnega prvenstva sinoči v svoji dvorani s 84-58 premagale Grosuplje. Za Celjanke je bil to zadnji test pred jutrišnjim obračunom proti Kraljevu v mednarodni Vaba ligi. Srečanje s trenutno vodilno ekipo srbskega državnega prvenstva se bo jutri v dvorani gimnazije Celje Center začelo ob 18. Grosupeljčanke so se Celjankam sinoči dobro zoperstavile, predvsem dobro so igrale v prvem polčasu. Lahko rečem, da so igrale prav všečno skozi celotno srečanje. Vidi se tudi na samih rezultatih skozi slovensko ligo, da napredujejo, da igrajo iz tekme v tekmo bolje in sam pričakujem, da se bodo samo dvigali do konca samega prvenstva. Kar se nas tiče, lahko rečem, da smo mogoče malo premehko šli v tekmo. Res je to tudi, da se kopičijo tekme skorajda iz dneva v dan in v tem trenutku v prvem polčasu ne morem biti najbolj zadovoljen, vendar v drugem polčasu potem vse. Celjanke so bile tokrat zaradi številnih poškodb oslabljene. In kakšen je trenutni zdravniški karton? Ne moram reči, da je najboljši, so neke mikro
mikropoškodbe, ki nas sigurno ovirajo, da bi lahko igrali in pa stopnjevali formo iz tedna v teden, vendar bomo videli tudi, kaj se bo zgodilo upam, da kompletni nastopimo proti ekipi Kraljeva. Upam, da bo naša zdravniška služba naredila vse, da pač pričakamo tekmo kompletno. Sigurno, da Aleksandra Krošelj še ne bo igrala v tem trenutku, nekako še rehabilitira poškodbo. Zdaj so vse misli torej usmerjene k jutrišnji tekmi Jadranske lige, prava poslastica 5. kroga, ko bo v Celju gostovalo Kraljevo. Mogoče za koga nepričakovano, za mene niti ne, imajo zelo izkušeno ekipo, ki ima kar par posameznic preko 30 let, ki zna igrati košarko, sedaj so pripeljali še eno Američanko, tako da nas čaka definitivno, mogoče lahko rečem tudi derbi tega kroga v Celju. Jutrišnji obračun v dvorani Gimnazije Celje Center se bo začel ob 18. Po noči se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, a bodo padavine slabele in prehodno marsikje tudi ponehale. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo oblačno, na Primorskem bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Meja sneženja se bo spustila na nadmorsko višino okoli 800 metrov. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo na Primorskem pretežno jasno z burjo, ki bo postopno slabela. Drugod bo v četrtek še zmerno do pretežno oblačno, v petek pa precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. V zatišnih legah bo možna slana. Takšna je torej vremenska napoved za prihodnje dni. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Do jutri, nasvidenje.